Lep pozdrav z moje strani. Obveščam vas, da sem kolegiju predsednika Državnega zbora v sprejetje predložil predlog etičnega kodeksa poslank in poslancev Državnega zbora. Gre za skupek načel in pravil, po katerih se morajo držati poslanke in poslanci za to, da krepijo ugled Državnega zbora, njegovo integriteto in ne nazadnje zaupanje v njihovo lastno delo. Takšne kodekse so sprejeli že v številnih državah. Takšno priporočilo k sprejetju takšnega kodeksa je podal tudi GRECO. V Republiki Sloveniji je bila prva pobuda za sprejetje kodeksa podana že davnega leta 1993, pa vendar se do sprejetja tega kodeksa v vseh teh letih ni prišlo. V tokratnem sklicu Državnega zbora smo pri številnih poslanskih skupinah ocenili, da je napočil čas, da se kodeks sprejme. Dogovorili smo se tudi o vsebini. Če jo nekoliko na grobo opišem, sam kodeks temelji na 5 načelih, vsebuje pa tudi sankcijo. Torej sankcijo, če nekdo oceni, da je bil kodeks kršen, da pobudo predsedniku ali podpredsedniku Državnega zbora, ki potem zadevo preda kolegiju, kolegij pa oceni, ali je bilo kršeno katero izmed teh 5 načel. Ta načela so ugled in integriteta, lojalnost, pravičnost in poštenost, odgovornost in tukaj morda ni odveč omeniti, da je kodeks nekoliko bolj modern od tistih v preostalih evropskih državah, zaradi tega, ker od poslancev zahteva, naj bodo tudi okoljsko odgovorni, in na koncu dostojnost in spoštljivost. Jaz sem prepričan, da bo do konca tega mandata marsikdaj, če bo seveda ta predlog sprejet, prišlo do obravnave teh načel. Samo učinkovitost kodeksa in tudi to, kaj so ta načela v praksi, torej njihova vsebina, pa bomo seveda dopolnili in na koncu ocenili z posameznimi primeri, ki se bodo obravnavali na kolegiju predsednika Državnega zbora. Jaz bi se na tem mestu želel zahvaliti tudi za vso konstruktivno držo poslanskim skupinam, in sicer LMŠ, SD, NSi, Desus, SAB in poslancem narodnih skupnosti, ki so pri tem, torej določanju vsebine konstruktivno sodelovali. Te poslanske skupine so dale tudi podpise k predlogu kodeksa in jaz upam, da bo na naslednjem kolegiju, ko ga bomo obravnavali, tudi sprejet. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, imenu stranke LMŠ. Mi smo ves čas že od samega začetka podpirali sprejem etičnega kodeksa in smo tudi aktivno sodelovali pri njegovi vsebini. Tako da je danes morda en tak presečen dan, ko si pa vendarle želimo, da vsebina etičnega kodeksa ne bi ostala le mrtva črka na papirju, ampak bi se vsi poslanci zavedali svoje odgovornosti, ki jo nosimo s tem, ko smo predstavniki ljudstva in funkcionarji. Morda bi tukaj bil en tak prijazen apel, da začnemo z nekim etičnim ravnanjem na nivoju spoštovanja najprej naše male ustave, poslovnika Državnega zbora, tako na plenarnih sejah, kot tudi na odborih oziroma delovnih telesih. Nadalje recimo bi se kazalo neko etično in kolegijalno obnašanje poslancev tudi v tem, da se ne bi sklicevalo nekih nočnih sej, če to zares ni potrebno, ali pa ne nazadnje, da se politični manevri ne bi zlorabljali v namen, kot smo to bili priča pri preiskovalni komisiji glede nabav zaščitne opreme. To bi bil morda prvi korak k temu,
da poslanci s svojimi dejanji, ne samo z besedami na papirju, pokažemo, da smo etični, da smo predvsem kolegijalni tudi en do drugega. Tako da je današnja vložitev etičnega kodeksa pravi način, da s tem začnemo tudi v praksi. Verjamem, da velika večina poslancev to zdaj že prakticira brez nekih napisanih pravil, pa vendar je dobrodošlo tudi to, da se na nek način formulira in formalno zapiše ta pravila, da jih bomo potem vsi tudi še lažje uporabljali tudi v praksi. Vse skupaj vas lepo pozdravljam. Poslanski skupini Nove Slovenije je sicer etični kodeks sopodpisala, čeprav v delovni skupini pri njenem nastanku nismo sodelovali. V Novi Sloveniji smo namreč zaskrbljeni nad ravnjo nedopustnega in pa žaljivega obnašanja nekaterih poslancev Levice, ki pa jih nažalost zaman iščemo med sopodpisniki tega etičnega kodeksa. V Novi Sloveniji pričakujemo večjo odgovornost in pa spoštljivost poslancev pri nastopih v parlamentu, saj se posledice žaljivih nastopov nekaterih poslancev Levice odražajo na ulici in pa med ljudmi. Sicer pa v Novi Sloveniji menimo, da ne potrebujemo samo etičnega kodeksa, ampak potrebujemo tudi pravila funkcionarjev o prepovedi alkohola in pa drog na delovnem mestu, kot to velja za vse javne uslužbence. Upamo, da bomo lahko na ta način prišli do bolj spoštljivega in pa dostojnega obnašanja v Državnem zboru. Hvala. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi v stranki SAB že od nekdaj, kar smo bili prvič v tem parlamentu, podpiramo sprejem etičnega kodeksa. Ta zgodba s tem kodeksom je zelo dolga in se traja že številna leta, tako da upamo, da je pa morda zdaj prišel trenutek, da kodeks res zaživi v praksi. Kot vsak kodeks, tudi ta kodeks pravzaprav ne predstavlja nič druga kot neko zavezo k samoomejitvi in k spoštovanju nekih moralnih in etičnih načel, ki so v tem kodeksu zapisana. Načela, ki bi se tako ali tako morala spoštovati in ki morda so povzeta v tem najbolj splošnem načelu, da moramo poslanci delovati tako, da varujemo ugled poslanske funkcije, ugled Državnega zbora in ne na koncu tudi ugled Republike Slovenije. Tako da upajmo, da bo končno kodeks zaživel v praksi, da se bo tudi dejansko uporabljal. Že sedaj vidimo, da se mnogokrat krši, dejstvo pa je tudi, da je z ekscesnimi nastopi lažje priti v medije. Tako da za konec bi morda rekla samo to, da bolj kot tisti, ki bomo to podpisali in si prizadevali v skladu s tem kodeksom ravnati, več o sebi povedo tisti, ki ga ne želijo podpisati. To so stranke SDS, SNS in Levica, se pravi stranke z skrajnega levega in desnega političnega spektra. Hvala lepa. Lep pozdrav z moje strani. Glede na to, da je v tej državi politično zelo razgreto okolje, se mi zdi ravno pravšnji čas, da smo po dolgih letih uspeli spisati nek dokument, nek akt, ki se mu reče etični kodeks, ki je prvič samo formalna zaveza, še zdaleč pa je, da bo zaradi tega kaj boljš v državi. Če mi vse to, kar smo zapisali, tudi ne bomo storili v dejanjih, da sami poslanci ne bomo ravnali z neko etiko, da ne bomo bili spoštljivi drug do drugega in s tem seveda tudi poskušali dvigniti ugled parlamenta, bo to ostalo samo črka na papirju. Tako da mi smo zavestno šli v ta podpis, sodelovali tudi pri njeni, bom rekel, vsebini. Naj se jaz tudi zahvalim Igorju Zorčiču, ki je v bistvu že v prejšnji sestavi parlamenta bil na čelu te ekipe, ki je sestavljala etični kodeks. Tako da jaz želim, da ta papir, ta etični
ta kodeks zaživi predvsem v življenju in da bodimo kar se da spoštljivi drug do drugega in potem bo bistveno lažje. Hvala vam lepa. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, v SMC-ju smo že od samega začetka podpirali sprejetje etičnega kodeksa za poslance v Državnem zboru in bi se tukaj tudi rad zahvalil zdajšnjemu predsedniku Državnega zbora, kolegu Zorčiču, za ves napor, ki ga je vložil v ta proces, predvsem pa tudi vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da ni to projekt ene osebe, ampak je to projekt Državnega zbora in poslancev kot institucije oziroma instituta. Mislim, da jim moramo še zelo veliko narediti, da dvignemo tako ugled kot integriteto in zaupanje, ki jo ta institucija uživa v javnosti. In če ga imata že sodna, izvršna oblast oziroma veja oblasti in pa Državni svet, ne vidim prav nobenega razloga, da ga ne bi imeli tudi v Državnem zboru, ker se njegovo pomanjkanje oziroma odsotnost še kako pozna. Sam pa tudi v pogovoru s starejšimi kolegi ocenjujem, da je v zadnjih dobrih 2 mesecih Državni zbor na trenutke postal pravi zverinjak in motenje sej, razne zlorabe, zlasti 69. člena Poslovnika Državnega zbora s proceduralnimi intervencijami, ki to niso, pa kričanje, pa skakanje po dvorani, pa zmerjanje z živalmi in vse drugo smo samo ne ljudje. Tako da tukaj moramo tem aktivnostim in takim ravnanjem postaviti piko oziroma klicaj, da se morajo ustaviti in nehati. Tudi mi nismo sodišče, ne moremo soditi o dejanjih kogarkoli tu notri. Tako da zdi se mi, da nič ni več sveto, zato polagam veliko upov v ne samo ta dokument, ampak tudi v zavedanje in našo zavest, da moramo umiriti retoriko in se ravnati tej instituciji primerno. Če nekateri ne morejo nadzorovati svojih emocij in se ne obvladajo, jaz mislim, da ni prostor za sproščanje vsega tega v Državnem zboru. Narobe je tudi to, da enkrat, ko prestopiš prag te institucije, izgubiš ves ugled. Tako da resnično računam na to, da bi ta dokument pripomogel k temu, da dvignemo ugled Državnemu zboru in pa tudi instituciji oziroma institutu poslanca kot takega in si želim tudi, da bi dosegli čim večji konsenz pri njegovem sprejetju. Hvala lepa. Hvala. Ja, mi smo že, ko se je začel pripravljati etični kodeks, izrazili neke zadržke pri tem, kaj je sploh namen oziroma kakšna je lahko učinkovitost takšnega kodeksa. Zdaj, v tem procesu oziroma v teh mesecih, ko se tudi seveda vmes zamenjala koalicija in vlada, je verjetno še bolj jasno, zakaj smo to trdili. Namreč veliko je bilo govora o tem, da potrebujemo etični kodeks za to, da bo, da bo Državni zbor bolj spoštovan, da bo pridobil na ugledu in tako naprej, ampak mislim, da se dogajanje zadnjih nekaj mesecev tako v Državnem zboru kot vladi, se pravi teptanje demokracije in demokratičnih postopkov v Državnem zboru, poskusi zatiranja opozicije in nenazadnje sporno dogajanje na vladi od nabave zaščitne opreme do nenazadnje, če želite, vseh napadov, ki se jih gre predsednik vlade, pa tudi nekateri ministri na vse, ki mislijo drugače, kaže na to, da bo etični kodeks prej kot ne brezzobi tiger, ker nima nekih resnih mehanizmov. Se pravi, ne moremo pričakovati, da bo politika drugačna oziroma nekateri politiki drugačni zaradi nekaj strani pravil, ki tudi formalno ne bodo, bom rekel, zares udarila poslancev tam, kjer bi jih vsaj nekatere verjetno bolelo, ampak bo to predvsem nek papir, ki bo na koncu pristal kot nek lažen občutek lajšanja vesti. Se pravi, zdaj smo to sprejeli in smo rešili situacijo. Kot rečeno, če želimo spremembe politike in tudi političnega obnašanja, bo potrebno predvsem programsko začeti razmišljati drugače, se pravi ne interesno, tako kot se dogaja sedaj, ampak imeti v mislih predvsem v prvi vrsti državljanke in državljane.